Hej, tukaj je Barvani Violet in vi poslušate Radioaktivno. Ko iznašli bi novo potosanje, jaz sem prva, ki vodi tlakovanje. Groji je na put srečno zvezdo, si od pradavnina ureja gnezdo. Le odkot mi ta pogum, je to nov izum, to ostane, ko se zanašate le na razum. Tja, ki nobena ni šla, brez bojazni plešem, da skrije se karma vse, skladam novo pesem. Še preden pomislim, rečemo misli, ti si same očisti. Same poišči, ne boj se, tile razlišči, vedno zmisli. Jaz sem pravi mag, jaz sem pravi, jaz sem pravi mag, jaz sem pravi, jaz sem pravi mag, hočeš staviti, živa in zapri oči, samo prosto padi. Kaj ti noca ta prebodena duša, daj odvrzi ta pepel, ne bo posluša. Pogorjena ne pomeni pokorena, zanetiti je lahko, pogasit me bo pa težko. Maš ali nimaš, to se tak rotiš in nad sabo bdiš. Maš ali nimaš, le naprej gradiš, kot zvezda izgriš se. Donc ruši na svet, sam lahko misliš, da si preklet. Donc odpira se mimo, cvet energije steče v nov svet. Jaz sem pravi mag, jaz sem pravi, jaz sem pravi mag, jaz sem pravi, jaz sem pravi mag, hočeš staviti, živa in zapri oči, samo prosto padi. Jaz sem pravi mag, jaz sem pravi, jaz sem pravi mag, to pravi, jaz sem pravi mag, hočeš staviti, moja ljubav se kali in zori prikali. Ko iščete nov rek, nov zakon notri, izhranit novo zvezdo vam pod frakom notri. Želje, zvezde, znaki, vsi me iščejo. Želje, zvezde, znaki, vsi me iščejo. Skrivnosti stare gore me opiščejo. Svenero v 8 hiši me samo ta pravila raziščejo. Še predno te prosim za talizman, za spomin, da sami ga uročiš. Ker jaz sem pravi mag, jaz sem pravi mag, jaz sem pravi, jaz sem pravi mag, jaz sem pravi, pravi mag, hočeš staviti, živa in zapri oči, samo prosto padi. Jaz sem pravi mag, jaz sem pravi, jaz sem pravi mag, to pravi, jaz sem pravi mag, hočeš staviti, moja ljubav se kali in zori prekali. Jaz sem pravi mag, jaz sem pravi, jaz sem pravi mag, jaz sem pravi, pravi mag, hočeš staviti, živa in zapri oči, samo prosto padi. Izhranim novo zvezdo vam pod vrakom notri, ko iščete nov rek, nov zakon notri. Izhranim novo zvezdo vam pod vrakom notri. Mag je bila slišana skladba z EP-ja Mag, Barvani Violet. Veronika, lepo zdrav, da je Radioaktivno. Lep pozdrav. Danes si pričela kot mag, čarovnik. Ja, res je. Ta pesem je direktno inspirirana iz tarot karte, magician oziroma čarovnik, mag. In ta oseba je v bistvu most med fizičnim in spiritualnim svetom. Tako da zelo dobro pozna tudi vse 4 elemente in jih zna tudi zelo dobro usmerjati v najvišje dobro, tako drugih kot sebe. In to je bila pač prva karta, ki sem jo jaz izvlekla iz tarokupa, in ko sem jo videla, sem bila taka, ja, to pa sem jaz. Tako da je bil to direktni navdih za komadom. Danes nas boš torej začarala. Ne vem, naj se vsak prepusti. Nikoli ne delam stvari z nekim namenom, pač da nekoga usvojim ali osvojim ali začaram. Nikoli s takim namenom. Opažam pa, da to pride naravno, ja. Pa veš kak čarovniški trik? Ne, iskreno ne, bi se ga pa zelo rada naučila. Mislim, da mi to sigurno manjka v mojem arsenalu. To mi je ful pač fascinantno, zabavno mi je. Mislim, rada včasih sprejmem nase vlogo dvornega norčka, tako da mislim, da bi se splačalo oziroma bi se spodobilo, da bi se naučila še kak čarovniški trik, ja. Občasno pogledam kakšne video posnetke z teh raznih izborov talentov ali v Ameriki ali v Veliki Britaniji in vidim, kaj se danes razni ti čarodeji zmorejo. Ja. Kakšne iluzije ustvarjajo. Ja. Kako te vejo prepričati?
Veš ti tako prepričati poslušalce? Mogoče z glasbo sedaj. Ja, sigurno. Meni se zdi, da je to nekaj pač, kar ti je dano ali pa ti ni dano. Meni se zdi, da, oziroma jaz vem, da meni je bilo to dano, da ne glede na to pač, kaj naredim, če pač sem iskrena in izhajam iz sebe, bo to pač se dotaknilo ljudi, ker sem pač taka oseba, da sem zmožna to predstaviti na iskren način in ljudje to vidijo. Verjetno pa nimaš neke čarobne palice. Ne, ampak rada verjamem v, bom rekla, energično nabitost nekaterih predmetov. V to verjamem, sigurno. In mislim, tako kot imajo recimo, ne vem, verniki križe, ki nosijo neko posebno energijo, verjamem pač, da lahko katerikoli predmet, v katerega ti verjameš, pač nosi neko čarobno palico oziroma prevzame to vlogo. Ja, glede na stanje v današnjem svetu pa bi rabili več kot čarobno palico. Ja, res je. Kol, ja. Ja, ali pa več teh. Če bi zalegli. Ja. V zadnjem času, kot opažam, oziroma že kar nekaj časa nas skušaš začarati z glasbo in vidim, da ti je na tem EP-u uspelo. Hvala. Ja, mislim, fino je izdati nek sklop svojega ustvarjanja in pač ga zaviti v neko embalažo in pač ga zapakirati z eno pentljico gor in reči, ok, to sem jaz ustvaril v tem obdobju, skupaj se povezuje in je pač nek začetek in sem ponosna na nj. Odkot potem naslov EP-a? Ali je to, če pogledam SSKJ, svečenik vedeš pri medicih in perzicih ali čarovnik oziroma mag? Oboje. Pač mag prevzema več vlog. Lahko je samo kot pač ta karta, tarot karta, lahko je oseba, ki si jo pač nekdo predstavlja, lahko je pa samo pač neka energija sama po sebi oziroma neko zavedanje, pač, da imamo mi tudi kontrolo nad tem, kaj se nam dogaja v življenju in da jo znamo s pridom tudi izkoristiti. Z naslovno skladbo sva pričela, druga bo Noč v muzeju, ki je tudi pospremila izid EP-a. Tako. Noč v muzeju je pa, zelo zabavna skladbica, v bistvu. Govori pa o različnih likih, ki jih igramo ljudje, v katere se pa znamo tudi, mogoče kdaj tudi ujeti. In predvsem, zelo mi je bilo pomembno povezati to dotično skladbo z videospotom, ker sem želela pač prikazati različne like, na katere nekako nakažem v pesmi, sem jih želela pokazati z videom in sem želela pokazati, da se imajo zelo fajn in se zabavajo in so sami po sebi zelo zabavni in različni, ampak ob enem so v zaprtem prostoru in ne morejo ven. Tako da to ujetost predvsem sem želela pokazati, ker včasih ljudje zgledajo, da se imajo zelo fajn, ampak v bistvu so zelo, zelo ujeti. Ali sami vase ali pa v neko situacijo. Došli v noč v muzeju, dobri gosti pridejo, grejo, zlahka dajo dobro ceno, ravno toliko, da jih grejem, hranijo mi nemo. Katerakoli tema, zberi si nadstropje, v ambientalni luči, osvetljena noč je, čisto vse je na razpolago, pazi, nič ni fikse, skozi leta je izbrano. Svet obkroži, lačni so volkovi polne lune. Sprehodiš se skozi vitrine, ujameš svojo ceno. Blagoslov prekletstvo je, da pa zvan who you tell. Ko greješ kot sonce, te želijo gledat, a nišče zares ne vidi. Zato raje svet in ko luna, vedno nekaj skrita, težek mozaika, odsev na gladini. Laže za prebavit, laže za pospraviti v spomine. Ljubimci skodovine, zbrte se okrog, to je moj šov. Danes jaz nastopam kot kurator umetnine. Dobro, došli v noč v muzeju, ta turneja je samo za izbrane. Nekaj oživi, nekaj razočara, a brez skrbi se gre na stara pota, takoj ko se zdani. Obkroži, lačni so volkovi polne lune. Sprehodiš se skozi vitrine, ujameš svojo ceno. Blagoslov prekletstvo je, da pa zvan who you tell. Ko greješ kot sonce,
moj šov. Danes jaz nastopam kot kurator umetnine. Tu in tam se najde nekdo, ki zidove spremeni v steklo. Vidi tresor v muzeju, redko je sladko, zavedno v mojem srcu. A za ostale, to je to za danes, iz mene je konec, sama grem domov. Prehodiš se skozi vitrino, jameš svojo ceno. Blagoslov prekletstvo je, da pazvahuje tle. Ko greješ kot sonce, te želi ogledat, a nič zares ne vidi. Zato raje svet in kolona, vedno nekaj stita, dužek mozaika, ocena letini. Laže za prepravit, laže za pospraviti spomine. Ljubim si sklo in razvrte se okrog. To je moj šov, danes jaz nastopam kot kurator umetnine. Noč v muzeju in Parvani Violet z EP-ja Mak. Veronika, odkot ta vzdevek? Parvani Violet? Ja. Parvani pomeni polna luna, Violet mi je pa všeč tako kot cvetlica, tako kot barva, tudi simbolna barva mi je všeč, to je barva duhovščine, tudi po čakrskem sistemu je zelo, zelo vzvišena. In sem to dvoje združila, ko sem bila stara, 12-13 let. Zelo so me zanimali od vedno tuji jeziki in sem potem šla googlat, kako se reče polna luna v različnih jezikih in sem prišla do Parvani in sem bila tako, to sem pa jaz. Ampak zanimivo, 10 let kasneje, lani, sem ugotovila, potem ko sem se začela ukvarjati z astrologijo bolj poglobljeno, da sem se tudi jaz pač rodila na polno luno. Tako da je bil en tak sklenjen krog, no. Umetna inteligenca pravi, da si multi-instrumentalistka, drži? Umetna inteligenca vam to pravi, ja, potem pa že mora držati, ne? Ja, igram 4 inštrumente, učim se, ja, pač peti, še kar nekako, ga moram še malo bolj spiliti, ampak igram violino, klavir, kitaro, buzuki, pa malo se še v orglicah izpopolnjujem, tako da imam nek pripravljen arsenal in ga s pridom izkoriščam na različnih komadih, moč malo v produkciji, malo na nastopih, tako da. Vidiš, da se ne motim. Ja, ne moti se. Ker v zadnjem času si pomagam pri pripravi intervjujev z UIM. Ja, karkoli, kar ti pomaga. To je zato, ker glasbeniki več imate spletne strani, pa potem pride to na vrsto in poveže z različnih virov. Vse tako, nekoč smo imeli spletne strani in si lahko tam pobiral informacije, danes pa tega ni več. Mislim, jaz sicer imam link, ni sicer prav spletna stran, reče se je pa pač biosite, se pravi, kjer pač imam nek tak opis in tudi piše, da sem multi-instrumentalist. Ampak ja, mislim, večinoma se mi zdi, da danes teh spletnih strani je ful manj, zato ker so pač družbena omrežja toliko prevladala in se mi zdi, da je tam ta nek tvoj portfolio, če lahko temu tako rečem. Spoznali smo te skladbo Cupid, leta 2020 na Emi Fresh. Ja, to je bila tudi v bistvu zelo zabavna izkušnja, pa po drugi strani potem tudi dost stresna. Ema Fresh ni sicer še toliko ne, ampak pol, ko priješ na Emo, ker mi smo zmagali takrat in smo šli na Emo, je pa takrat pa že vidiš, to pa gre zdaj za res. Ampak tako nasploh je bila pa res cool izkušnja. Mislim, prvič je bilo, takrat sem nastopila še s svojim spremljevalnim bandom in je bilo prvič, da pač sem lahko nekaj napisala, pa se je potem to s pomočjo seveda pač RTV-ja spremenilo v pač celotno produkcijo, to mi je bilo noro. In sem vedela pač, da želim še več tega. Kam pluješ danes žanrsko primerjavi s prvo skladbo? Tista je bila sigurno malo bolj tak dream pop, bi temu rekla. Zdaj je dosti bolj pač R&B in to mi je cool. Mislim, da tist dream pop ni zajel toliko mogoče neke strastne in bolj drzne verzije mene. R&B pa pač mi to omogoča, tako da se tega malo bolj držim. In če še pogledava na začetke tvoje glasbene kariere, kdaj se je pričela, verjetno pred Emo Fresh? Ja, mislim, lahko bi rekli mogoče s Talenti, čeprav nisem pa izdala še nobene pesmi pač pred Emo Fresh, pač Cupid je bil moj prvi komad. Ampak Talenti 2018 je bila pa pač prva neka prilika, kjer me je slovenska publika pač prvič spoznala in začela navijati za me in tako, cool. Si že bila takrat Parvani Violet? Ne, takrat sem se predstavila še kot Veronika Steiner. Predvsem zato, ker me je malo skrbelo, ker si nisem želela umazati na nek način mojega umetniškega imena, če mi slučajno ne bi šlo, ker sem vedela pač, da bom uspešna pod tem imenom in nisem želela pač, da mi neka
TV produkcija mogoče s svojim editingom pokvari. Ker jaz sem bila na audiciji za talente že pred tem. Enkrat, pa sem dobila 3-krat ne, kljub temu pač, da je recimo, ne vem, publika ostala pa začela ploskati, ampak pač nič od tega se ni pokazalo na televiziji. Tako da takrat me je to malo zablokiralo, kako naj rečem. Bila sem stara 16 takrat, ampak seveda pač Pop TV si valjda pridržuje pravico, da lahko kakorkoli zmontira karkoli, pač vse njihove materiale, seveda, to pač sploh ni sporno. Ampak se te dotakne pač seveda, ko stvari ne grejo po nekem planu, oziroma tako, kot si ti predstavljal sploh. Tako da naslednjič, ko sem šla, takrat sem že bila študirala na Švedskem, glasbo in petje, in pred mojim novim pač semestrom sem ujela zadnji dan audiciji za Slovenija ima talent, pa sem bila tako, ok, pač se bom šla, sem pač tako, da provam, pa tako, da dobim pač sam 3-krat ja od teh sodnikov, pa lahko grem, pač, I don't care, res. No, sicer se je pol dosti boljše razpletlo in sem potem pela tudi v finalu in tako, ampak ja, je bilo kar na začetku živčko, ja. Boš pa sedaj zapela Plamen? Ja. To pa še skladba, ki nismo slišali. A še niste slišali? Ne kot single. Ja, ok. Možno drugače, da ste jo v neki obliki, ker je bila na Popevki 2023, ampak sicer pač z orkestrom tam. Tako. Sedaj je predrugačeno in zveni drugače. Tako. Ful sem ponosna, tukaj sem res sama napisala melodijo, besedilo in celoten aranžma, pač tudi produkcijsko ga zastavila in do tega imam res ful veselje in mislim, da se tu še lahko ful razvijam, ampak že tam nek začetek je zelo dober. Pa sodelovala sem z res cool muzičarji pač na tem projektu. Goran Carjaš na basu, Samo Sreš na bobnih, na kitari pa na vokalista Erik pa David Zavološek, ki sto iz Mozirja, tako kot jaz. Tak no, res, pa tako res je pesem moja duša, no. Jaz sem imam ogromno neke gorečnosti v sebi in pač to ta komad je res pač oda temu. Ostal je samo en plamen, kot kamen, biser ti čuvaš ga v prsi, sveto in skrito, da se name, kot bi rekla vetru, da se skrije in se reke izlije, da stane vrlina, ki moč se ji upira, a je čistega izvira. Naj ti ponovno pokažem ta plamen, naj ti ponovno pokažem, kar tli, ko ti kar v soncu preblizu letim, ko padam po luni, se nasmejim. Dva sokola zvezdo nad mano bdita, usoda je razkrita, čaša resnice končno je prelika, kot bi rekla vetru, da se skrije in vse iskre odkrije, zastane vrlina, ki moč se ji upira, a je čistega izvira. Naj ti ponovno pokažem ta planet, naj ti ponovno pokažem, kar pride, ko ti kar v soncu preblizu letim, ko padam po luni, se nasmejim. Krog in okrog se na mestu vrti, zopet prihaja do krhanja kril, a Ikar sam ve, zakaj
Parvani Violet z mano v oddaji Radioaktivno, Mak je EP, ki ga predstavljava. 5 skladb si sklenila na ta mini izdelek, Tako. dejansko zbirka singlov. Ja, edin pač Plamen še ni bil izdan kot single, drugi pa so bili, ja. Pa pač Noč v muzeju. V bistvu je publika dobila 2 novi pesmi, ne, ki jih še ni slišala, tako da to mi je bilo cool. Pač da nisem nek, ne vem, kuriran izbor, aha, to sem izdala, zdaj pa da je to pač pod nekim imenom. Ne, pač želela sem pač še 2 nove pač stvari dati, više manje, no. Tako da ja, mi je cool. Pač za kratkometražni album je 5 komadov top. Bi lahko rekli, da je ta album oziroma ta EP 5 skladb neko drugo obdobje, v primerjavi s tistim prvim glasbenim obdobjem? Ja, sigurno. Mislim, bolj drzen je, pa tudi pač bolje, večji momentum ima. To se odraža tako pač v časovnici pač teh izdanih komadov in videospotov in vsega skupaj, kot v samem melosu skladb. Pač večji momentum je. In na drugem EP-ju, ki ga zdaj pripravljam, ta bo pa slovensko-srbski EP, bo pa tega še več, bo pa še bolj drzen, tako da se veselim. Ekipa, s katero sedaj ustvarjaš, koliko prispevaš ti, koliko ekipa? Odvisno zdaj, kateri projekt, pač nekatere stvari delam sama, recimo Plamen sem naredila sama, a to mi je tudi ful pomembno. Za recimo Doraja, Vroče srce, Mag, stoji pa še producent Kevin Koradin, tako da z njim sem tudi delala in to mi je cool. Se mi zdi, da je ta zvok, ki ga imamo midva, je mogoče malo ožji, pa malo bolj ima nekak močnejši udarec, ali kak ne rečem. Mogoče te stvari, ki jih pa sama delam, so pa malo bolj razpršene in zaokrožene, pač tako res zajamajo nek cel glasbeni spekter. Tako da mi je cool v bistvu, da imam ti 2 možnosti na razpolago, da lahko v bistvu združujem to dvoje. Besedila so potem tvoje delo? Ja, absolutno. Pa melodija tudi, valjda. Pač to mi je ful pomembno. Ja. Ne, avtorstvo mi je ful pomembno, ne morem, pa predvsem, ker pismo, res sem talentirana in res imam velike ideje, kako bom zdaj to prepuščala pač drugim v lifeu, ne. Tako da, kolikor se da, pač sama vse, ja. Se pa z besedili spuščaš v različne svetove? Ja, sigurno. Mislim, zanimivo mi je naslikati neke določene tematike oziroma zgodbe na nek mogoče malo bolj abstrakten način, kjer je treba par slojev tančic odkrit, mogoče parkrat poslušati, da si res malo bolj dovzeten za vse skupaj, ampak se mi zdi to cool. Nisem mi všeč oziroma ne pritegnajo me toliko stvari, ki so pač na prvo žogo. In mislim, da jaz tudi nisem toliko na prvo žogo kot oseba. In mislim, da se to tudi pač odraža v moji muski. EP je zunaj samo v digitalni obliki? Tako. Mislim, natiskala sem še kartice s QR kodom, ampak v bistvu ja, pač to je v digitalni obliki, ja. Mislim, za prvi EP, pa tudi za pač tak nivo, na katerem sem trenutno, se pravi, više manje začenjam, se mi ne zdi tako pač smiselno, da bi zdaj se v ne vem kakšne stroške spuščala, da bi CD-je tiskala, ki jih ljudje večinoma v bistvu niti ne poslušajo več. Tako da ja, mogoče, oziroma takrat, ko bom večji artist, bom tiskala vinilke in to je to. Sedaj pa si na streaming platformah. Tako, Spotify, Apple, Tidal, vse te zadeve. 4. bo Doraja. Ja. Prvi single, Res je. Od tega novega obdobja Doraja je kar zanimiva. Navdahnjena je po grški boginji Persefoni. Ona je boginja pomladi in pekla. In skozi to zgodbo sem želela nekako pripovedovati ta nek dualizem, ki ga jaz doživljam kot oseba, ker se mi zdi, da me ogromnokrat ljudje ne vidijo takšno, kot sem v resnici, ampak me vidijo skozi neke določene filtre, neka svoja prepričanja. Ampak sem se iz tega začela zelo zabavati, v bistvu. Ne obremenjujem se več s tem, ampak se zabavam in v bistvu združujem ta pogled nekoga drugega s tem, kdo sem v resnici in pač vidim, kaj potem nastane iz tega. Pač tako sprejemam neko dualnost, kot jo recimo kaže tudi pač Persefona. Zato je recimo tudi video nared pač na tak način, kjer je, ko sem ga montirala, sem dala res najbolj različne pač filtre, efekte gor, da se res pač pokaže, da so to pač neke percepcije in ni pač tako čisto in enostavno.
Gledaš me skozi prizmo sanj in jaz ti ne zamerim, to je paradiž, kjer dotike večnega poletja doživiš. Kristali srca se bleščijo, ko gledaš gor v nebo. Zveste pokimajo časi, da ugrizneš v jabolko. Peli me tja, ker se dogaja, vse do raja, ponesi me do raja. Peli me tja, ker se dogaja, vse do raja, ponesi me do raja. Razkošite le za globina srca, Maurice stika se, kjer smo mi dva. Pravljica tistem, kjer ljubiti zna, kjer ljubiti zna. Tja, ker se dogaja, vse do raja, ponesi me do raja. Kot iz filma se pojaviš, razpršen vilinski prah povsod. Kot iz rajskega vrta kažeš mi nove barve skozi kaleidoskop. Kristali srca se bleščijo, ko gledaš gor v nebo. Zveste pokimajo časi, da ugrizneš v jabolko. Peli me tja, ker se dogaja, vse do raja, ponesi me do raja. Peli me tja, ker se dogaja, vse do raja, ponesi me do raja. Razkošite le za globina srca, Maurice stika se, kjer smo mi dva. Pravljica tistem, kjer ljubiti zna, kjer ljubiti zna. Tja, ker se dogaja, vse do raja, ponesi me do raja. Uvijaš me v sanjave noči, v pravljico poljubo, v mavričnem pogumu. Tu sva, kjer zate brstim pod angelsko perutjo. Bogovi se čudijo, me tulijo trebuhu, me tulijo krog naju, v najinem raju, raju, raju. Me tulijo trebuhu, me tulijo krog naju, v najinem raju, raju. Me tako se dogaja, vse do raja, ponesi me do raja. Peli me tja, ker se dogaja, vse do raja, ponesi me do raja. Razkošite le za globina srca, Maurice stika se, kjer smo mi dva. Pravljica tistem, kjer ljubiti zna, kjer ljubiti zna. Tja, ker se dogaja, vse do raja, ponesi me do raja. Do raja smo šli s Parvani Violet z EP-ja Mak. Ko gledam tvoje video spote, gleda se zelo ekstravagantno, Hvala. drugačno. Yes! Si takšna sama? Ja, Koliko daš ta imidž? veliko. Veliko. Ja, pač meni je to ful zabavno. Tudi, moram reči, da sem tudi vzgajena bila pač tako, da pač je zabavno se lepo zrihtati pa eksperimentirati z obleko. In to se mi zdi, da je nek moj najbolj očiten in najbolj enostaven način izražanja, kjer si pač res lahko druga oseba vsak dan, oziroma ja, pač tako po počutju, malo po fantaziji, malo po karkoli. In tudi se mi zdi, da ful uspodbuja kreativnost, pač igranje z različnimi luki. To mi je ful noro. In ja, sem ful ekstravagantna, rada imam ekstravaganco in to je pač moje igrišče. To je to pač, to je moj peskovnik in to absolutno pač vnašam tudi pač v svoje videe, kjer so mi ful pomembni, predvsem tudi zaradi tega, ker res imam rada filme, pač to je tako ena mojih prvih strasti in kakršnokoli igranje z vizuali meni predstavlja tako ful pač ljubav, res, to mi je top. Tako da kreiranje nekih zgodb in nekih scen in nekih likov mi je noro. Ja. Kako pa te gledajo na ulici, ko greš tako oblečeno? Bolj nenavadno, če rečem tako pod narekovajem. Ja, mislim, enim je ful cool, enim je malo po stran gleda, ampak se ful hitro naučiš pač, da v bistvu pač nekako to
izblokiraš, ali kako ne rečem. Ja, ne vem, jaz nikoli se nisem obremenjevala s tem, iskreno, pač kaj si ljudje mislijo o tem, kako se oblačim, pač I really don't care. Pač važno je, da se imam jaz fajn, pa da se fajn počutim, karkoli da delam. Važno je, da se imam jaz fajn. Če pač obenem sem pač taka oseba, kakršna si želim biti, se pravi prijazna in iskrena, pol ni važno pač, kako se oblačim, pa kaj delam, pač važno je pač, kdo si in kako se obnašaš do drugih ljudi in do pač svojega okolja. To pomeni, da potem za videe, ki spremljajo skladbe, narediš vse scenarije, pa vse scenografije Ja, sama. ja, to mi je cool. Pa tudi pač montiram jih sama, poskrbim za styling, valjda. Pač to je res, tako sem rekla, to je moje igrišče in tukaj res dam lahko full idej ven iz sebe in mi je top. Kaj ti rečejo gledalci, ko vidijo tvoj video? Da so navdušeni. Nikoli še nisem dobila negativnega pač odziva ali pač, to jaz bi to popravil. Ne. Pač res, zato ker se mi zdi, da se ful vidi, da so unikatni in da imajo pač pač nek svoj vibe, neko čisto svojo energijo in vidi se, da so pač liki dodelani ali pa pač, da je estetika dodelana. Valjda se sicer pozna pač, da jaz nisem multimilijonska produkcija in da ne morem imeti ne vem kakih pač efektov in ne vem kake pač 20-članske ekipe, pač morate vedeti, da vse to, kar vseeno delam, to je tako max 3-4 ljudje, ki so na sceni takrat. Večinoma prijatelji, ki pač pomagajo, ali pa pač neka že res ustaljena ekipa, pa kljub temu pridajo res cool izdelki ven. Tako da. Ko pogledamo, verjetno velikokrat boljši, kot so tisti, kjer je ekipa 100-članska pri tej svetovni produkciji. Mislim, pač to mora vsak sama prisoditi, ampak Moje skromno mnenje. Ja, najlepša hvala, no, res. Še eno vertiva z EP-ja Mak, to bo Vroče srce. Tja, Vroče srce je enostavno full cute. Pač malo spominja na ta Cupid vibe, je tako malo že bolj, bom rekla, dream R&B. Je pa tako, govori o svobodi, ki nas kliče, pa si jo mogoče včasih ne pustimo slišati, ampak bi bilo fajn, da ji malo večkrat prisluhnemo. Nekaj imam, kar klije kot ogenj, se prebuja in sije kot luna. Je stalin v stalet, ki je v prepadu med nama. Ne pustiš nama cvetit, očitno naprej moram sama. Ki vroče srce mi iskre ponuja, hočem živet, kjer ogenj se zbuja. Prižgem svečo, da obsijem vse, kar puščam za sabo. Šla na kraj sveta, nekam iskat nuno, bi prišla spet nazaj, sprostit napeto struno. Ki vroče srce mi iskre ponuja, hočem živet, kjer ogenj se zbuja. Vroče srce, hočem leteti brez,
prva Violet z mano album oziroma EP Max sva obdelala, sedaj bova še 2 skladbi, ki nista na tem izdelku zavrtela. Se pojavljaš tudi kaj na odrih v živo? Ja, imela sem ravno izid oziroma predstavitev izida tega albuma v ljubljanski Zorici, kar je bilo fenomenalno, res pač nafilali smo Zorico, bilo je odlično, imela sem odličen band s sabo, ful smo se zabavali. Zdaj pa nadaljujem, torej 21. junija sem nastopala na main stageu Radia Terminal na ljubljanski tržnici, 22. na KMŠ odru festivala Lent in pa zdaj 26. septembra vas res lepo vabim na predstavitev novega singla, že z drugega EP-ja, v Ortobar 26. septembra zvečer. To pomeni, da boš tam z bandom rockersko obarvana? Ne bi temu rekla rockersko, ampak ja, bo poln zvok, bo kar R&B obarvano. Ampak ja, bo zelo, zelo groovy, tako da res priporočam, da pridete, ker bo bomba. Kako pa to, da nisi imela predstavitve v muzeju, glede na to, da je sporedno z EP-jem išel single Noč v muzeju? Ozvočenje. Zvočenje pa pač dovoljenje. Pač raje grem trenutno na nek ustaljen plac, kjer pač ljudje tudi hodijo. Potem, ko bom večji artist, se mi bo po mojem dosti lažje dalo zmeniti za kakšne malo bolj ekstravagantne kraje. Kakšni so odzivi bili po izidu albuma Sprejem pri poslušalcih, glede na to, da single že poznajo? Ja, zelo dobri. Mislim, Noč v muzeju niso poznali, pa tudi pač Plamena v moji zvedi niso poznali. Zelo, zelo pozitivni odzivi so bili. Predvsem to, da še niso slišali žive muzike, ki se izvaja pač R&B v Sloveniji in da se izvaja tako dober. Tako da to mi je bilo res, res cool. Valjda je zmeri dobro biti nek pač pionir na svojem področju. Jaz se tega držim in vem pač, da delam R&B bolano dobro, predvsem v živo. Tako da, ja, odzivi so bili res cool in se veselim, no, pač drugih špilov še, da lahko to še in večkrat pokažem. Nastopaš z bandom ali lahko tudi samo sama v duetu? Ja, imam pač akustično zasedbo, pa tudi pač full band. Valjda preferiram full band, ker ga rada gruvam zraven in je to lažje potem nekako uresničiti. Rada imam razpaljot na odru, no, bom tako rekla. Tako da se dogaja. Ja. Potem boš morala na en velik oder z ogromnim zvočenjem. Sej bom. Ampak ja, korak po korak, ampak bom, ja, sigurno. V nadaljevanju se preseliva k skladbama, ki nista na EP-ju. In sicer prvi bo Cupid. Prvi single. Ja, to je ta single, s katerim sem se prijavila na Emo Fresh. Bil je zelo uspešen in zelo priljubljen pri ljudeh, to mi je full fajn. Res je cute komad, no. Ne morete ne spraviti v dobro voljo, bom rekla. Ja, govori pa o zasanjeni ljubezni oziroma dotično ljubezni, s katero se srečuješ v svojih sanjah. Whispered in my ear, the cosmos is a cupid. You are real. Wouldn't let me speak. We gazed into each other's eyes, but that ain't any good when the day wakes from the night. Will you join me as we look up to the sky and wonder we collide and no spark left unignited? How can this be? Reminiscent is your heart, as precise as Cupid's dart, but that ain't any good when the day wakes from the night.
said, what kind of man you are? Just show me heaven and take it away just like that. Wish I had more time, wish I had more time with you, and just one night with you, yeah. Wish I had more time, wish I had more time with you, and just wanna dream with you. Cosmos is a cupid, but I can share a dream with. Veronika, za konec tega pogovora, kako ti gledaš na slovensko glasbeno sceno? Zelo pestro in razvijajoče se področje. Mislim, da je mladih novih izvajalcev ful velik in tudi, da se vse bolj in bolj odpirajo pač nova področja, kjer jim nudijo pač možnosti za razvoj. Vesela sem v bistvu, ker ne vem, 5, 6, 7 let nazaj tega pač ni bilo. Smo imeli par izvajalcev, pa je to bilo to, ne. Zdaj pa je res cool, no, skozi se dogaja. Sedaj vas je ogromno. Ja, res nas je. Očitno imate ogromno idej in energije. Ja, pa se ni to fajn. Se strinjam. Ja. Drugače pa sproti več o tebi na družabnih kanalih, Ja. omrežjih. Ja, povsod je Parvani Violet oziroma Parvani Violet, tako da vabljeni, da mi sledite. Mislim tako, če se lahko malo pohvalim, res imam fajn smisel za estetiko, pa tako simpatična sem, no. Tako da mislim, da jaz bi sama sebi sledila, no, tako bi rekla. Tako, znam fajn nek show narediti, pa tako deliti neke cool stvari. Kot sem dejal prej, Mak je zunaj, razmišljaš tudi naprej, že v naslednjem EP-ju, Ja. dejala si slovensko-srbske. Ja, mislim, jaz sem pol Srbkinja in mi v bistvu tudi petje v tem jeziku ful leži. In mislim pač, da je tudi ful cajt, da probam malo biti še bolj drzna, kar se tega tiče, pač jaz si ne predstavljam, ne vem. Mislim, jaz sem tako vedela, da nikoli nisem samo za Slovenijo, pač jaz moram iti v tujino tudi, ne bom pač omejena sam na Slovenijo, čeprav pač je super, ampak jaz sem za ven, pač jaz sem ful večja, oziroma bom ful večja. In pač kdaj je pravi cajt pač za iti za tem, ko pa zdaj, ne, moraš skozi delati na tem. Tako da pač to mi je cool. Bo tak R&B trappy album, reče se mu Simboli, tako da se malo nadaljuje ta Mistika. Ja, res, ta mističnost se sigurno nadaljuje. Bo pa malo bolj orank, ja. Se bom pustil presenetiti. Ja, ne, ful bo fajn. Mislim, meni je ful pomembno pač, da se delajo stvari pač, ki so zelo dobro poslušljive, recimo R&B in trap sta oba zelo dobro poslušljiva, ampak kje sem zdaj jaz tu, a ne? Pač, kje je tukaj moj pečat? Moj pečat je v tem, da zelo dobro poznam instrumental. Se pravi, sama igram pač razne inštrumente, sama znam pisati, sama znam narediti neko orkestracijo in meni je bolano, ko pač lahko združujem te neke klasične R&B in trap bite z nekim pač orkestralnim inštrumentalom in to skupaj združevati. Tako da to je nek namig o soundu prihajajočega albuma. 26. septembra, če si prav zapomnil. Ja, Prva skladba, ta bo v slovenščini ali ne? Prva skladba bo v slovenščini, ja. Naslov lahko razkriješ? Odločam se še, ne vem, ali bo, lahko mi ti poveš svoje mnenje, ali bo ena obljuba ali pa obljuba samo. Dovolj je obljuba. Misliš, da je dovolj obljuba? Ja. Ok. Z ena sicer mogoče malo bolj poudariš, ampak mislim, da je obljuba dovolj. Ok, thanks. Še ena skladba za konec tega pogovora, ki je prav tako ni na EP-ju, bil pa tvoj drugi singl, če se ne motim, Ko te vidim. Ja, Ko te vidim je tako res moj, bom rekla tako prvi otrok, ali kako ne temu rečem, to je prva skladba, ki sem jo v celoti napisala sama in pač sproducirala in pač napisala nek aranžma, posnela full inštrumentov, vse pač te, recimo violine, ki jih slišite, pač vse pač sem sama posnela in to mi je bilo noro. Isto sem sodelovala z Gorjanom Sarješom in Samo Srešem potem še na basu in na bobnih. Tako všeč mi je, no, res, to je res nek tak samostojen prvi projekt in tudi to je komad, ki je prvi dobil svoj videospot. In je bil sneman večinoma v Piranu, pa tudi v moji domači Savinjski dolini in tudi ima
3 različne like, tako skozi, mislim, da so skozi 3 stoletja predstavljene, tako da je bilo res, bom rekla, zelo izpolnjujoče delati na tem projektu. Ja. Vidim, da uporabljaš veliko različnih likov. Ja. In očitno boš tudi v prihodnje. Ja. Kot te vidim za konec tega pogovora, Parvani Violet oziroma Veronika Steiner, hvala, da si se oglasila v oddaji Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Najlepša hvala. Tihe želje ob enih ponoči, ti uroki svetijo po noči, od strne zavese pa se vidi luna, predstavljam si tvoj obraz, obsijan kot Orionov pas. Ko te vidim, vonj po morju, ko te vidim, nasmeh na obzorju, ko te vidim, vse, kar daš, je, da zaljubljen bi ostal veku naj. Ti si širni ocean in jaz reka, ki pluje van, zavijane valove, ki odnesejo tesnobe, stran. Ko te vidim, ko pesem čičko je na glas, v noči v zvezdah zrišem tvoj obraz. In ko te vidim, vonj po morju, ko te vidim, nasmeh na obzorju, ko te vidim, vse, kar daš, je, da zaljubljen bi ostal. Vse, kar daš, je, da zaljubljen bi ostal veku naj. Ko strah presedla na obup in sedim tu ob 2 zjutraj sama, okrog mene vsi brez skrbi, v ogledalu je mir, a meni je drama. Dokler ne uvidim, dokler ne predvidim, da ko te vidim, vonj po morju, ko te vidim, nasmeh na obzorju, ko te vidim, vse, kar daš, je, da zaljubljen bi ostal. Vse, kar daš, je, da zaljubljen bi ostal. Vse, kar daš, je, da zaljubljen bi ostal. Hej, jaz sem Parvani Violet in vi poslušate Radioaktivno.